da America First je večna ameriška politika, ki jo bolj ali manj v rokavicah izvajajo povsod. In zdaj toliko bolj glede na bližno, no ja, v perspektivi multipolarnosti je neizogibna. Ampak tukaj noter me najbolj zanima odnos Amerike do EU-ja, ki ni čist nič prijazen in se mi ne zdi obetava, niso, se ne bo strinjal, sigurno, ampak v bistvu je zaskrbljujoč. Evropska unija mora biti poslušna, če ni, se spravijo na posamezne države, ki bojo pač izvajale politiko, ki bo bolj razdiralna, kot ne, glede na skupno evropsko zunanjo politiko, kolikor ta obstaja. Mene zanima mnenje spoštovanih kolegov glede tega, kako naj se Evropa obnaša do Amerike zdaj, ko je popolnoma jasno, kakšni so ameriški cilji. Hvala. Ja, mislim, da je Roman največ pozornosti posvetil evroatlantskim odnosom. Roman, boš reagiral na to? Če lahko, seveda, ne, to tudi mene preokupira, moram reči, zato sem posebej izpostavil dve vprašanji, na kateri sem poskušal utemeljiti, bom rekel, eno svojo negativno oceno enoletnega predsedovanja Bidna. Pazite, ta odnos z Evropsko unijo je tak, včasih je idealiziran, ampak konec hladne vojne je postavil stvari na svoje mesto, in od takrat naprej se vedno ubadamo s tem vprašanjem, kaj je v bistvu ta narava ameriško-evropskih odnosih. Zato sem poskušal malce poenostaviti in izpostaviti, kje je napaka Amerike in Evrope. Jaz sem trdno prepričan, če bi Amerika spoznala dolgoročno vrednost enakopravnega partnerstva z Evropsko unijo, da bi stvari bile lahko mnogo drugače. Nekje smo upali, da potem, ko je Velika Britanija zapustila Evropsko unijo, da bodo nekateri procesi notranje konsolidacije Evropske unije pospešeno tekli naprej, pa se to ni zgodilo. Pri čemer je treba vedeti, da so bili Američani prvi, ki so London opozarjali, naj tega ne stori. Predvsem iz razloga, ker so se zavedali seveda tudi, bom rekel, vloge pomena Britanije znotraj Evropske unije in jim dajali vzvod večje kontrole. Danes nadaljujejo s temi vzvodi večje kontrole, za njih je očitno to manjši riziko, kot pa prepustiti evropskim procesom, da bi vodili v smer večje enotnosti in večje moči Evropske unije navzven. Zato se ta selektiven odnos Amerike do posameznih članic EU-ja še vedno izkazuje kot njihovo, bom rekel, nažalost tudi strateška naravnanost, da na ta način vedno oblikujejo partnerstvo z Evropsko unijo. Tako da posredno spodbujajo razlike znotraj EU med severom, jugom, vzhodom in zahodom. Moramo vedeti, da je na vse procese, vseh stopnjah evropske integracije Amerika imela zelo velik vpliv. In jaz nimam nobenega dvoma, če bi ameriška administracija, če bi ameriški kongres bolj strateško, dolgoročno podprl procese krepitve, bom rekel, tudi evropske strateške avtonomije, da bi to okrepilo transatlantske odnose. Samo, seveda, Amerika, pa tudi mnogi v Evropi napačno razumejo, kaj pomeni, da je strateška avtonomija Evrope. To ne bi smeli gledati kot način odcepljanja Evrope od Amerike, ampak samo pot do krepitve njene večje učinkovitosti
ko gre seveda za igro globalnih igralcev na svetu. Ampak očitno je, da je za Ameriko ta riziko potencialnega odklapljanja, ne, preko oceana večji in da teh procesov, na katere nedvomno ima vpliv v Evropi, da jih ne podpre. Zato sem rekel, da je to napaka, ki smo jo ponovili takrat, ko je Obama prišel, s tem, da moramo vedeti, da Obama je bil prvi predsednik, ki ni imel sploh nobene povezave z Evropo, nobene osebne izkušnje in smo nekako še razumeli, da ni tako navdušen nad Evropo. V Bidenovem primeru je nekaj drugega. Evropa je njegov drugi domači teren. In zato me preseneča, da tudi Bidenova administracija, ki je vključevala izjemne ume, intelekte in praktike, da ni prepoznala tega izziva. Kajti na povsem racionalni osnovi vsi vedo, v Ameriki vsi vedo, da se s Kitajsko Amerika sama ne bo mogla soočiti. In da je AUKUS sicer možen, ampak absolutno ni edini način soočanja s Kitajsko in če bo Kitajska to razumela kot obkroževanje, Kitajske, to ne bo prava pot. Tako kot vrh demokracije ne bo prava pot, če bo Kitajska razumela to kot radikalizacijo ideološke polarizacije. Tako da to bi bilo v dolgoročnem interesu tudi Washingtona, da ima močnega, kredibilnega partnerja v Evropi. In zdaj, ampak do tega preboja, do tega premika očitno ne pride in primer Ukrajine, zato je ponovno dokaz, da smo še daleč od tega. Zato sem rekel, da je Biden podlegel finti Putina, dajmo se mi dva pogovarjati o Evropi. Mislim, to je bila ena izpuščena priložnost, da bi Amerika se tega na drugačen način lotila. Ja, če smem tukaj eno stvar, izstop Britanije iz Evropske unije je evropski, tako vsaj jaz sklepam, uniji dal eno priložnost, da postane bolj, kot bi rekli, self-standing. Namreč spomnil bi na davnega leta 1967 je de Gaulle, kot veste, ustavil vstop Britanije v Evropsko unijo in sicer z tisto znano, ne vem, vsi to smo že prebrali, slišali, da je pač Britanija trojanski konj ameriških interesov v Evropski uniji. In seveda Evropska unija brez Britanije je manjši zastopnik ameriških interesov v Evropi. Celo upal bi se trditi, da je Britanija, še ena stvar se je treba spomniti, da obveščevalne službe britanska in vojaške obveščevalne službe britanska in ameriška imata skupno podatkovno bazo, delujeta skupaj. Vse to je treba vedeti. Zdaj Evropa brez Britanije je nekako, če uporabim izraz, odklopljena od Amerike. To je pač eno tako opažanje na nek način. Seveda, Mirko ima sigurno drugačno mnenje o tem, ampak tako jaz vidim. Mirko, ti si hotel neki, mikrofon. Ja, vidim, ja. V resnici ne. Ukrajina je zdaj praktično neke vrste povečevalno steklo, ki je bolj te vprašanja, o katerih danes govorimo in o katerih je
govorila Maja in Bojan prej, samo še bolj nazorno so se pokazale, ne. Mi vsi vemo, da v resnici najboljše zdravilo za notranje probleme je zunanja nevarnost, ne. Zunanji sovražnik. Ta je tako rekoč, bi rekel, univerzalno zdravilo za povečanje notranje kohezije. Zdaj, če vzamemo včeraj kot neko vrsto prve kulminacije v ukrajinski krizi, ne, se vprašamo, ali smo mi v resnici, ko govorim mi, lahko rečem Evropa, misleč to kot Evropa kot politični pojem nasplošno, Evropska unija ali pa NATO. Torej, ali smo mi bolj povezani, bolj kohezivni, kot smo bili pred to krizo. Ali nam je ta implantirana ali pa kakorkoli že nevarnost Rusije, nas je skupaj potegnila, nas je bolj združila, ali pa je pod to deklarativno javno enotnostjo, ne, ki jo vidimo tako znotraj Evropske unije kot znotraj NATO, v resnici na bilateralnih, na unilateralnih ravneh odtenki tega občutanja, da so lahko še zelo različni. Jaz se bolj nagibam tej drugi opciji, ne, in da to poenotenje ni uspelo. Oziroma nasprotno, to razbijanje te enotnosti tudi ni uspelo. Kjere enotnosti, pardon? Enotnosti, znotraj NATO seveda te politične enotnosti za enotni vojaški odgovor. Ni uspelo, ne. Na deklarativni ravni da, danes so obrambni ministri v Bruslju in bodo izdali neko skupno poročilo, ki bo zelo enotno. Ampak nič pod tega pa te enotnosti ne vidimo celo v tistem delu, o katerem smo lahko v teh javni dimenziji krize lahko brali. Enako velja za Evropsko unijo. Tako da hočem reči, trenutno nam ne kaže na dejanskega zmagovalca ne na eni, ne na drugi strani v tej prvi partiji. Ne glede na to, kar seveda so pa države vsekakor v odsotnosti Velike Britanije ostali veliki igralci bi rekel, zlasti v tem tradicionalnem zahodnem delu Evrope, torej Nemčija in Francija, ne glede kako dolga miza je v Moskvi, ne, za katero jih je Putin dal sedeti, pridobili na teži. Ne. Hkrati pa je Orban, s katerim se je te dni prej ali nekaj podobnega srečal, smo videli slike, kjer se lepo držita pod rokco in ne za tako veliko mir. On se je dal testirati vedno, veš. Ga ne skrbi njegova DNK. Bojan. Ja, pardon, se pravim, rebus hic stantibus, ne, dobro, Mirko, ti impliciraš, verjetno imaš prav, da je včeraj določena kulminacija dosegla, recimo in upajmo, ne, ta ukrajinska kriza. Pravzaprav zmagovalci so lahko se sebe imenujejo kar vsi, prvi med njimi Putin. Najmanjši zmagovalec seveda je Ukrajina, ampak tudi Evropa, ja, se v končni fazi smo mi zaradi te normandijske zasedbe, Minski, etc., srečanj prepričali tega ali onega, ne, zadeve tako izidejo. Biden je pokazal, da lahko integrira NATO, skratka, vsak se lahko trka po prsih, razen Ukrajine. In razen Ukrajine, ki ima ene hude težave noter, država, ki je imela
v 30 leti 51 milijonov prebivalcev, danes ima 42, in če bi prišlo do kakšnega verskega rompompoma, bi šlo naslednjih 8-9 milijonov proti zahodu, ne? In to bi bil hud problem. Ampak kakorkoli, in če bo prišlo do neke vrste via facti finlandizacije Ukrajine, je zadeva pravzaprav idealna, bi rekli, ampak to so velike teorije, namreč Ukrajinci so si željo, ambicijo, da postanejo člani NATO zapisali v ustavo, in tukaj je en hud problem. No, kakorkoli. Tako kot zgleda, pravzaprav so zmagovalci danes vsi. Razen tega, da so ljudje da so situacija malo razčiščena. Kar pa zadeva, to je vprašanje Maja. Evropa, in bodimo resni, Evropa sta Nemčija in Francija. Sta se dobro držali. Ves čas sta v kontaktu, brez skrbi, usklajujete svoje politike, ni prišlo do tistega najhujšega, kar bi kakšni si zelo želeli, da bi prišlo do nekih nemških preveč ostrih, militaristično-političnih kakšnih izjav, absolutno ne. Nemčije v to zadevno ni več. Francija se je tudi zelo dobro pokazala, mislim, znala vrteti v tem vrtiljaku, in kot rečeno, kje pa bo naprej, to se bo pa odločilo v gospodarstvu, kje bo Evropa naprej, tudi v odnosu z ZDA in globalno. O tem bo odločil še enkrat evro, o tem se bo odločalo, bo energetska globalna politika, in če smo pri tem, Evropa, govorim o dobrih straneh, Evropa se je tudi, kar zadeva Putina, ki ima tudi interes, da ni preveč enotna, ampak se je tudi dobro držala. V končni fazi nekaj, kar je bilo povedano o De Gaullu. Ja, Rusija je evropska, seveda je veliko bolj evropska kot pa ameriška, saj smo tukaj, v vsakem oziru. In tako da ne smemo pozabiti, tu je začelo z enimi velikimi hazardom. Rusi so veliki hazarderji, mimogrede, kdor se tudi literaturo pozna, njihovo opero, v končni fazi bo do drugo leto, ve. In to je hazardiral malo Putin, ampak išlo se je dobro. Za vse, če bo rebus hic stantibus. Kako bo pa naprej, ker tu se bo treba vendarle nekaj zmeniti, in kako bo v Ukrajini nek red, ali bodo zamenjali vlado tam, kakorkoli že, ampak smo lahko malo pomirjeni. Rebus hic stantibus. Ok, hvala, se pravičujem. Je še kdo pripravljen? Dajte meni možnost, ki sem se pozno vključil, ker mi je žena šele zdaj dovolila. Prej si bil kanotjeri isto. Prej sem moral delati. Veste, vi tle pametnjačite, jaz sem imel pa metlo v rokah, pa tako naprej. Veste kaj, zelo sem, kako bi rekel, vas pozorno poslušal daleč, vse je to v redu in vse je to prav. Mirko je omenil eno stvar, ki se imenuje zunanja nevarnost. In je rekel, ali je Rusija dovolj bila velika zunanja nevarnost, da je združila Evropo. Zdaj, en historični vidik. Vkolikor bi Evropa razumela Rusijo kot zunanjo nevarnost in s tem nadaljevala, bo to katastrofa. Katastrofa, večje sploh ne more biti, kot je to. Tukaj je slovanski faktor, kamor spadamo, in vi dobro veste, da Slovani smo veliki zdraharji. Predvsem smo sposobni karkoli, česarkoli se lotimo, stvar pokvariti. V dveh Jugoslavijah smo videli, kako je do tega prišlo, pri čemer bi bila skrajna neumnost, če bi se opredeljevali, da je bil eden kriv več, kot je bil kriv drugi. Naslednja zadeva je slovanstvo v Evropi, kjer imate Beloruse, Poljake, Ruse, Ukrajince in še tako naprej in tako naprej. Skratka,
ta del, da je Rusija združevalni faktor kot zunanja nevarnost, je nekaj tistega, kar si Evropa naprej ne sme več govoriti. In če je Evropa zakaj sposobna, mora to stvar znati spremeniti, ukolikor je pa ne bo spremenila, bomo plačevali veliko, veliko ceno gor. Velikokrat se je govorilo, kdo je zmagovalec v trenutnih zadevah. Zmagovalec je en sam, da Zahod po 20. stoletju, vpliv, ki ga ima v svetu in zgodovino, ki je ima nad seboj, je zmagovalec samo en. Je mir med glavnimi silami sveta. In skratka, poskušati narediti, da je svet brez ubijanja v centru sistema, je tisti del, čemur bi se lahko reklo, da je zmaga za Zahod, pa tudi za svet. Ko govorimo o Združenih državah Amerike in Evropi, vse vemo mi, da so ZDA postavile Zahod in ZDA so postavile Evropsko unijo in ZDA jo kontrolirajo in ZDA povedo točno, kar je tudi zelo dobro, kakšen je domet Nemčije, kakšen je domet Italije, tudi kar je Francija in tako naprej. Za Združene države Amerike je Evropska unija in Evropa največja aktiva, kar ima. Sama brez Evrope ne bo mogla urejati svet proti Rusiji in proti Kitajski. Rusija in Kitajska se bosta združili na enak način, kar je tudi prav, to je logika ravnanja velikih sil. Se bosta združili tako, kot so se Združene države Amerike in komunistična Rusija združila leta 1941, ko se je bilo treba boriti proti nacizmu. In te dve sili sta potem razdelili svet. Smrtna sovražnika v idejah, praksah in tako naprej. Tako se bosta združili Rusija in Kitajska. V interesu Evrope ni, da bi do česa takega prišlo, namreč združitev nekih dveh mogočnih sil v odnosu na preostanek sveta, ki se imenuje Zahod. Evropa mora biti sposobna prevzeti odgovornost za sebe. Amerika je dala eno ponudbo, jaz upam, da tudi drži, o Evropi z Evropo. To bi pomenilo kaj? Da Evropa mora znati odgovornost za sebe in biti sposobna prepričati tako Rusijo, da imamo skupno Isto, slabo te slišimo. Pardon, a zdaj boljši? Ja, ker si govoril. Oprostite, glejte, Evropa bi morala biti sposobna prepričati Rusijo o tej skupni prihodnosti. Evropa bi morala znati prepričati tudi ZDA o tej skupni prihodnosti. To bi bilo tisto, kar je dolžnost Evrope. Zdaj, kakšni smo Evropejci znotraj, vemo. Pred 30 leti je en del sveta, kamor spadamo tudi mi, dobil priložnost, da se demokratizira. Ta del sveta, oprosti, samo to povem še. Slabo se sliši, ampak dobro. Ta del sveta, kamor spadamo tudi mi, se je pokazal kot tisti del, ki postaja najbolj problematičen za Evropo kot celoto. Torej vsa vzhodna Evropa. Jaz bi spoštovanim kolegom ne položil na dušo, ampak vseeno, sodba Evropskega sodišča glede pomembna evropskega prava in suverenosti evropskega prava nad lokalnim pravom je bila pomembna, tudi predvčerajšnjem. To je tista velika stvar, ali bo Poljska, Madžarska in tudi mi uveljavljali svoje pravo tam. Ta stvar je bila včeraj zelo pozitivna. Stvar, ki bi še rekel, je naslednja. To, kar se zdaj dogaja, Zginil si. Pardon. Ja, pa kje pa imam to, porka? Ne bom vas več dolgo zadrževal, hočem povedati, da je na Evropi velika odgovornost, da bo sposobna odigrati neko vlogo v svetu, ki bo poleg tega, da
kako bi rekel, ima za sabo eno dolgo zgodovino, dalo možnost, da sedi za mizo z velikimi, tudi takrat, ko bo potrebno govoriti o neki novi kulturi urejevanja sveta. Hvala lepa. Ja, hvala lepa. Javil se je veleposlanik Kunič, ampak samo eno stvar bi tukaj rekel, ker govorimo o letu dni Joea Bidena na čelo ZDA. Iz tega, kar smo zdaj slišali od Iztoka Simonitija, Biden je združitelj Kitajske in Rusije. To izpade iz tega, kar si povedal. Ne? Ampak To je že dobro. Jože Kunič, lepo prosim. Sam par besed. Najprej bi čestital za organizacijo tegale dogodka, Marjan, in vsem trem dvema panelistoma in tebi res čestitke za temeljito analizo. Samo to bi hotel povedati, jaz se strinjam z kolegom Simonitijem, da bi bila katastrofa, če bi Evropa jemala Rusko federacijo za svojo grožnjo. Ampak, če pogledamo politiko Združenih držav Amerike in posebej Bidena, pa vidimo, da je to pravzaprav potihem rečeno njihov geostrateški interes. Vse to, kar so zdaj zakuhali v Ukrajini, je to več kot evidentno. Namreč, zakaj gre? Zdelo se je, da je v Ukrajini na programu podoben gruzijski scenarij, kjer če bi Donetsk pa Lugansk proglasila svojo neodvisno neko tvorbo, da bi potem z orožjem napadli te dve enoti, tako kot so Gruzijci napadli Južno Osetijo. Kaj se je takrat zgodilo? Takrat se je zgodilo to, da je bila ruska armada, ruska vojska daleč prešibka, da bi lahko uredila zadeve na hiter način, namreč na tistem področju blizu Gruzije, in potem so poslali tja okrepitve. Dogodki so se potem razvili v prid Južne Osetije, ampak Putin si pa zdaj tega ni hotel več privoščiti in očitno je bilo, da je Duma celo dala predlog Putinu, da prizna te dve enoti, ali pa vsaj eno od njih kot neodvisno enoto, državo ali karkoli bi že bilo, da je Putin rekel, zdaj pa ne bom nepripravljen. Ampak v bistvu je pa Ukrajina na nek način poslušala Zahod in na nek način zelo vabi sama sebe v NATO. Jaz vidim to geostrateško konstanto v Združenih državah Amerike in tudi Bidena, da se Evropa in Rusija ne bi vzele skupaj. In to se je zdaj v Ukrajini pokazalo in to se bo pokazalo in se je pokazalo še marsikje. Tako da to, da bi Evropa imala Rusijo kot sovražnika, se mi zdi, kot je rekel kolega Simoniti, če se ne motim, ena katastrofa in tukaj se Iztok s tabo strinja. Hvala lepa. Ja, hvala lepa, ker se približujemo koncu tudi tretje runde 40 minut. Jaz predlagam, da počasi zaključimo. Morda ima še kdo kako kratko zaključno misel. Lahko eno stvar jaz rečem samo. Lepo prosim, glede na Kuniča in te naprej. V mikrofon. Ja, v mikrofon. EU mora biti sposobna prepričati Zahod, torej Združene države Amerike, vključno z Veliko Britanijo, da je potrebno upoštevati ruske varnostne konsideracije. To lahko naredi, opirajoč se na 1000 let zgodovine. To je ta stvar. Kar se tiče slovanstva, če se še povrnem nazaj glede varnostnih konsideracij Rusije. Ja, kje pa smo bili Slovenci v prvi svetovni? Kje pa smo bili Slovenci v drugi svetovni? Kje so bili pa Hrvati? Ja, a pa vi veste, da smo se neprestano ubijali, da so slovenski vojaki v avstro-ogrskih uniformah marširali nad Srbe dol. A so v drugi svetovni vojni se je vsa stvar popolnoma ponovila. Skratka,
moramo biti sposobni varnostne konsideracije Ukrajine upoštevati. Rusija mora, Zahod mora to upoštevati. Kar bi pomenilo, ne pride upoštev, da gre Ukrajina v NATO na način, da bi to razumeli in bodo razumeli kot grožnjo. Evropa mora biti na stališču, da je demokratična perspektiva Ukrajine tista, ki je najboljša za vse. Države demokracije se med seboj zaenkrat ne ubijajo. To pomeni Ukrajina ne v NATO, ampak demokracijo pa razvijati iz preprostega razloga, ker smo tako najvarnejši drug pred drugim. Oprostite, in pozdravljam tudi gospod Majo. Ja, hvala lepa. Jaz zaključil tole našo razpravo. Porabili smo veliko časa. Vidim, da bi morali to temo še po moje nekajkrat dati na dnevni red našega društva. Vendar jaz se vsem najlepše zahvaljujem za današnjo razpravo, posebej obema panelistoma, veleposlaniku Kirnu in Mirku Ciglerju in seveda vsem razpravljavcem.